Pokrajinskega muzeja Celje prav lepo pozdravljam. V radu celskim skropom, ki smo se danes zbrali, je ponovati zadostno za vse obiskovalce, ki pridejo tukaj k nam v muzej. Danes pa vidim, da tukaj poširi. Kajti zanimanje za celske grofe je v zadnjih 2 desetletjih in pol, ker imamo samostojno Slovenijo, več časa porasta. Ne samo za Hermana, ne samo za Friderika, Miska, za Ulrika, tudi za vse ženske like, ki so tukaj privedno. Barbara, danes predstavljamo še eno, Veronika. Pred je kolegica Rada navedla, da Veronika je zelo malo znanega v njej. Več o tem, pa je seveda v spominu ostalo zapisanega. Na tak in drugačen način podobno. Tukaj na tej razstavi se zbrali vse, kar je sedano, kar je bilo zapisano v Veroniki. Vse v tej priložnosti seveda zahvaljujemo dvema avtoricama te razstave, Kristine Pavlovič in pa magistri Vlade Fugger-German. Še bolj pa seveda moja zahvala bila Muzejem Hrvatskega Zagorja, s katerimi že dolgo let sodelujemo, na nek način smo tudi seveda zelo tesno povezani. Če se Friderik najverjetneje rodil v sosednji stavbi, v Knežjem Dvoru ali pa morda na Starem gradu, je Veronika z gotovostjo svoja mlada leta preživljala na dvoru v Veliki Tabor ali pa vse neposredni okolici, kot je vele dal v Desenica. Hvala pozdravljam. In zaradi za te povezave, že kar nekaj let sodelujemo v Muzeju Hrvatskega Zagorja, dvoru v Veliki Tabor, jaz verjamem, ali ravnateljice, da bo to uspelo tudi v nadaljevanje. Res je, da je tokrat na razpisu, v katerega smo se prijavljali ravno z Veroniko, nismo bili uspešni, da gre za evropski projekt Slovenija-Hrvaška, ki je bil, ki sem pripričan, da naslednjič bo. Zato še enkrat, hvala pa tudi vsem vam, ki ste danes prišli na to otvoritev te razstave, kajti pogledajte si jo, izjemno interesantni, kateri sicer primerjajo lik Friderika in pa Veronike zelo menjujo. Mislim, da je ta ipak globlji. Na nek način premostil še malo drugače, ne samo družinski, ampak tudi, da bi rekel temo, teh plemiških razlik, ki so bile takrat znane. In žal zgodba se je končala, čisto se, kot si vemo kako. Nek dan vsem skupaj.